En prav lep sončen in krasen pozdrav s planin, z gorovja. No, nisem čisto v gorovju, ampak pač na zelo, zelo visokem mestu. Danes pa D-vitamin. Zdaj verjetno vam že Stikca pove, za kaj gre. Zdaj en problem pri D-vitaminu je, če je pomanjkanje, je lahko težava v telesu, a ne. Zdaj ne dajem zdravstvenih nasvetov, pač povem svoje izkušnje, kaj je meni pomagalo, kaj meni ni pomagalo, in kako sem si rešila anemijo in te stvari. Zdaj, jaz sem imela 2 meseca nazaj hudo anemijo, sem jo razrešila brez težav, o tem sem posnela video, si ga poglejte. Na naraven način seveda, zato ker, sem pristaš tega, da se s telesom rešujejo težave, ki jih ima telo na povsem naraven način, a ne. Pač meni res ti izvlečki razni, ki jih, lekarniški recimo, pa tudi to, kar predpisujejo zdravniki, meni to ni pomagalo, pravzaprav mi je naredilo še večje težave, sploh D-vitamin, ke sem ga preizkusila. Ena oseba, ki je imela hudo osteoporozo, so ji pripisovali D-vitamin, sicer ji nikoli niso zmerjali tega, ali ga ima ali ga nima, ampak samo dobila je D-vitamin, ga je pač jemala, jaz sem to 14 dni jemala in sem imela kar precej velike težave in stranske učinke, od tega D-vitamina, od teh kapljic D-vitamina, a ne. Zdaj D-vitamin, zdaj, zakaj ga ne zmerijo? Jaz sem vprašala to in sem dobila uraden odgovor, da zavarovalnica tega ne krije, mora kriti človek sam iz lastnega žepa, ni pa tako poceni to, a ne, pač ni poceni. Zdaj, škoda je, ker plačujemo zdravstveno zavarovanje, da nam tega osnovne zadeve ne želijo meriti. Moje osebno mišljenje je, da to verjetno zato, ker je tako preprosto priti do D-vitamina na naraven način, in to bi vam rada zdaj povedala. Sta dva načina, a ne. Eden način je, da greste na sonce za 10 minut, zdaj jaz sem super obsijana danes od sonca, ker ga imamo. Za 10 minut na dan in imate dovolj D-vitamina. Da se tudi več časa biti na soncu, ne pretiravati, ne se recimo tudi sončiti, tako da imate povsem rjavo kožo, to ni zdravo. Je v bistvu lahko pride do kožnega raka, to si poglejte tudi na uradnih spletnih straneh lekarn, zdravnikov, ki opozarjajo pač na te stvari. Zdaj, drugi način, a ne, pač kako priti do D-vitamina, so rastline. Zdaj, jaz nisem našla recimo prehranskih dodatkov veganskega izvora, torej rastlinskega. Tega nisem našla, tega ni, morda je na trgu, ampak jaz nisem našla prav, da bi bilo. Zato opozarjam tisti, ki ne želite živalskih, živil uživati, da pazite pri D-vitaminu. Recimo na spletni strani vegansko.si D-vitamina nimajo, zaradi tega, ker ni, rastlinskega izvora. Sem dobila tudi to pojasnilo. Torej, zelo preprosto, kaj narediti, bom jaz zdajle sharala screen. Samo malo. Share screen, takole. Tako. Tako. Torej, ne boste verjeli, gobe, predvsem jurčki in pa dežnikarice, imajo ogromno D-vitamina. Zdaj pa pozor, letos je bilo zelo, zelo veliko gob in zelo veliko ljudi je hodilo v gozd po gobe in so jih nabirali in letos je bilo največ ljudi je umrlo zaradi posledic zastrupitve z gobami. Zakaj? Zaradi tega, ker jih ne poznajo. Če gob ne poznate, ne hodite v gozd in jih ne nabirajte, če ne greste z nekom, ki jih res dobro pozna. Najboljše je iti z gobarji oziroma gobarji, ki so v društvih, gobarskih društvih, teh je veliko, pa se naučite, ali pa, ke tudi s knjigo iti v
gozd ni fina zadeva. Jurčki so sicer zelo tipični, so zelo različni in rastejo v različnih časih, ampak zdaj tudi ne jih kupovati na tržnici od branjevk, ne bo, ali pa na ulici od babic, ki jih prodajajo. Ne tega narediti, ker ne veste, ali ni ta goba morda strupena in podobno, ne vem, zeleni mušnici. Je zelo, jurčka se da zamenjati s kakšno mušnico, ki je pa užitna samo enkrat in nikoli več. In človek žal umre lahko v hudih mukah in cele družine, celotne družine lahko umrejo zaradi tega, tako da pazite. Torej, gobe kupite ali predvsem v trgovinah, recimo v Mercatorju jaz jurčke dobim posušene, zdaj lahko tudi pokažem, takole, posušene, in jih dam tudi posušene jurčke dam na okno na sonce. Na sonce, tako da absorbirajo čim več sončnih žarkov, potem jih zmeljem in jih dodajam hrani. Se pravi, jedem, ki delam, recimo kakšne čorbice, župce, karkoli posujem čez, zakuham vmes in tako, in v glavnem D-vitamina imam potem dovolj. Zdaj, D-vitamin vam bojo zmerali, če imate skrajno anemijo in vas zdravnica recimo pošlje na specialistični pregled in tam prosite da vam D-vitamin zmerijo, vam ga bojo zmerali, drugače v splošni ambulanti pa ne. Okej, tudi dežnikarice imajo ogromno D-vitamina, tako da tudi te priporočam, ne nabirajte sami, če ne poznate. So zelo tipične, velike, zdaj tale je že kar stara. Nabirajte, v bistvu samo toliko, da vidite, v glavnem nabirajte take, ki so bolj mlade, sveže, mlade gobe, nabirajte čim bolj, pač tudi rastlina bolj, ko je starejša, če je strupena, bolj je strupena, bolj, ko je stara, bolj je strupena. To je vedno tako, če se zmotite in da ste nabrali neke mlade rastline, ne bodo posledice tako hude, če jih boste to zaužili. Le pazite. Jaz vam priporočam, da greste res v trgovino kupiti, tam, ko je pač napisan gor, da so jurčki in da je pregledano in da je to pač nek regulator res pregledal, da je to. Tako, v glavnem, to je to v bistvu glede D-vitamina na naravni način, torej sonce in gobe imajo ogromno D-vitamina, tako da to priporočam za tiste, ki ali menite, da pač ga nimate, ali pa je dokazano, da ga nimate. Zdaj, jaz sem predvidevala, na srečo mi je uspelo priti do teh specialističnih preiskav in je pač pokazalo, da predvsem D3 vitamina nimam. Tako da so se stvari zdaj seveda z to prehrano, ki sem vam zdaj povedala, so se izboljšale na normalo. Pač zdaj imam vse v normali, železo, B12, D-vitamin in vse te stvari. Razen 2 zadevi, imam še težave, ki dolgoročno lahko povzročata hudo bolezen. Sicer so odstopanja zelo majhna, ampak to jaz jemljem zelo resno. Zato, ker z leti se to povečuje, če nisi pozoren in če ne zdraviš takoj zdaj. Zdaj recimo, ko sem še v redu, ko sem dovolj mlada, ko lahko še stvari popravim, je zdaj čas, da popravim. In tudi vam apeliram, da dokler ste v redu, dokler ste dokaj zdravi ali pa zdravi, dajte takrat delati na zdravju. Dajte takrat, da boste dolgoročno zdravi. Zdaj, ko človek, ko ga že nekaj boli, ko je bolan ali preveč podhranjen, potem je to težko rešiti, ker mi smo imeli zdaj na žalost smrtni primer, zelo starejše osebe, ki je z nami sodelovala, ki je imela res 100% zdrava je bila, izvide vse je v redu, vendar je umrla zaradi podhranjenosti, ker enostavno
ni jedla ta oseba. Pač to so osebni razlogi, zakaj ne, kako, in pač navade iz preteklosti, še iz druge svetovne vojne in naprej, iz pomanjkanja in prepričanja, določena, tako da vam apeliram tudi to, da jejte dovolj, ne gledati na to, da more na modo, da morajo ženske izgledati kot barbike, ker to ni zdravo, pa ne vem, pač, da moški morajo biti široki kot biki, ker to spet ni zdravo, ne, pač eno in drugo je pretiravanje, zdaj moda izjemno zoprna napram ljudem in napram deklicam in dečkom in ženskam in moškim, tako da dajte rajši imeti normalne postave, mogoče mičken več, kakor boljš, mičken več, kakor premalo, ne, pač tkiv, ne govorim o špehu, ampak govorim pač o tkivih, se pravi mišicah, kitah, predvsem kite, tkiva v bistvu, ki, ne vem, pač tudi srce, jetra, ledvice, vse to je sestavljeno iz tkiv, in če je človek presuh, vse to odpoveduje, ker gospe pač tej osebi se ni dalo več pomagati, zato ker je vse odpovedalo, od mišic do jeter, ledvic in srca, ker enostavno ni bilo več mesa na njej, pač na tej osebi. Ja, lep pozdrav, srčen in sončen in zdrav pozdrav vsem, in vam želim res v prihodnjem letu ogromno zdravja. In pač imam veliko vprašanj, veliko ste se obrnili, veliko vas je obrnilo name, da vam povem, kako rešujem stvari, in bom v januarju naprej začela snemati za vse tiste, ki ste mi vprašanja postavili. Nekaj sem že posnela, precej pa bom še, tako da fajn se majte. Če vam je video všeč, ga všečkajte, lajkajte, lahko pošljete komu, ki bi mu mogoče koristil ta video, ki bi si lahko olajšal življenje z njim. Se pravi, ga šerajte, delite, in to je to. Pa lep pozdrav, nasvidenje.